Pozdravljeni! Danes se bomo pogovarjali o voščilu in čestitki. Ta dva izraza oziroma pojma sta zanimiva. Pogosto tudi odrasli ljudje ne vedo točno, kaj je voščilo in čemu je namenjeno, ter kaj je čestitka in čemu je namenjena. Pa si poglejmo. Najprej voščilo oziroma voščilnica. Z voščilnico ločimo ob nekem osebnem prazniku, na primer rojstnem dnevu, godu, ali pa ob drugih praznikih, ob novem letu in božiču. Ob voščilu vedno izrazimo dobre želje za prihodnost. Na primer, vse najboljše za tvoj rojstni dan, želim ti, da bo še naprej tako prijazen. Ali pa, srečno novo leto, želim ti veliko zdravja, ljubezni in uspehov. Pomembno je, da so voščila ob praznikih, ki se ponavljajo vsako leto ob istem času. Na primer, rojstni dan imamo lahko 18. decembra in imeli ga bomo vsako leto do našega zadnjega leta. Prazniki, na primer novo leto je 1. januarja in vsako leto bo tako. Božič je 25. decembra in tako bo vedno vnaprej. Čestitka pa je neko priznanje za dosežek. Na primer, kolesarski izpit opravimo enkrat in nikoli več ga ne bomo. Uspeh na tekmovanju, na primer plavanje ali pa matematično tekmovanje, je enkrat, sicer ga lahko ponovimo, ampak nikoli več na isti dan v letu in nikoli več za isto stvar. Če voščilo in čestitko izrazimo ustno, na slovniku sežemo v roko, ga gledamo v oči in prijazno, spoštljivo izrečemo voščilo oziroma čestitko. Torej, pri tem je pomembna vljudnost. Seže se v roko, gleda se v oči, smo prijazni, spoštljivi. Pri čestitki, pri voščilnici običajno rečemo vse najboljše za rojstni dan in podobno. Pri čestitki pa rečemo iskrene čestitke za tvoj uspeh. Če izražamo pisno voščilnico oziroma čestitko, pa pazimo, da je ustrezna lepa oblika, čitljiva pisava in jezikovna pravilnost. Torej, ne glede na to, ali izražamo voščilo ali čestitko, moramo biti vljudni, da tisti, ki jo prejme, ima občutek, da ga cenimo in da smo iskreni in mu res želimo vse dobro. Pa poglejmo dva primera. Draga babi, ob tvojem osebnem prazniku ti želim vse najboljše. Upam, da ti bo dedi spekel lepo in okusno torto in nanjo postavil 60 svečk. Verjamem, da ti bo uspelo upihniti. Če ti ne uspe, pokliči mene, pošiljam ti poljubčke. Tvoj Blaž. Drugo besedilo. Dragi Primož, zelo sva se razveselila tvojega odličnega rezultata na tekmovanju mladih harmonikarjev. Ponosna sva nate in ti iskreno čestitava. Rada te imava. Teta Magda in stric Jože. Pa razmislimo. Ali je besedilo A voščilo ali čestitka? Poiščimo ključen podatek, ki nam o tem govori. Ključen podatek je ob tvojem osebnem prazniku. To bi bil lahko rojstni dan ali pa god. Zdaj, glede na to, da je zapisano še, da si želimo, da bi dedi skuhal okusno torto in nanjo postavil 60 svečk, predvidevamo, da gre za rojstni dan, saj imamo torte običajno ob rojstnem dnevu.
Če gre za osebni praznik, torej rojstni dan, potem je to voščilo. Besedilo B. Pa spet poiščemo ključno besedo in ključna beseda je odličen rezultat oziroma ključen izraz na tekmovanju mladih harmonikarjev. Torej gre za nek dosežek. In ko gre za dosežek, je to čestitka. Kdo je napisal besedili in kdo je naslovnik? Besedilo je v prvem primeru napisal Blaž, naslovnik pa je Babi. V drugem primeru sta avtorja besedila teta Magda in stric Jože, medtem ko je naslovnik Primož. Ostala vprašanja lahko razmisliš in odgovoriš sam. Komu izrečemo ali napišemo voščilo oziroma čestitko? Imamo lahko neuradno voščilo in čestitko ali pa uradno voščilo in čestitko. Neuradno izrečemo ali napišemo našim sorodnikom, znancem, prijateljem, torej to so ljudje, ki jih poznamo, ki jih dobro poznamo, jih tikamo, podpišemo pa se na koncu z imenom. Uradna voščila ali čestitke pa napišemo uradnim osebam, na primer ravnatelju, učitelju, zdravniku ali osebam, ki jih ne poznamo dobro in jih vikamo. Uporabimo uradni nagovor in uradni pozdrav, na primer spoštovani ali spoštovanjem. Podpišemo pa se z imenom in priimkom. Če se vrnemo nazaj na zgornji dve besedili, gre za neuradne osebe, torej vnuk piše svoji babici, teta in stric pišeta svojemu nečaku, zato se tikajo in na koncu je samo ime brez priimka. Pa si oglejmo še eno uradno besedilo. Spoštovana gospa ravnateljica, v letu, ki prihaja, vam želimo veliko zdravja, uspehov in zadovoljstva pri delu z našimi otroki. Torej, poglejmo nagovor. Imamo spoštovana gospa, imamo vikanje, ki ga izrazimo z veliko začetnico. V tem primeru so podpisani vsi starši učencev 5B, če pa bi bil avtor samo eden od staršev, pa bi se podpisal Janez Hočevar, torej z imenom in priimkom in ne tako kot v neuradnem pismu oziroma voščilu oziroma čestitki samo z imenom. Pa še razmislimo, ali gre v tretjem besedilu za voščilo ali čestitko. Najprej pogledamo namen. Namen je v letu, ki prihaja, torej očitno gre za novoletni praznik in prazniki, ki se ponavljajo vsako leto, so voščila. Torej, tukaj gre za voščilo.